Torej, moje ime je Aja Zamolo, prihajam iz Centra za kartografijo favne in flore, kjer se prvenstveno ukvarjam z dvoživkami, in netopirji, nekaj tudi s plazilci. In za danes sem pripravila torej zadnje predavanje v sklopu zimske šole, in bom govorila o varstvu dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini. Struktura, ki sem si jo zadala, izgleda nekoliko, takole. Po nekaj uvodnih besedah bom spregovorila o biologiji, ki je pomembna za kasnejše razumevanje dejavnikov ogrožanja, in pa samih ukrepov, ki jih izvajamo za ti dve živalski skupini v kmetijski krajini, nekaj o samih življenjskih okoljih, dejavnikih ogrožanja. Dotaknili pa se bomo tudi stanja dvoživk in plazilcev v Sloveniji, kot ga poznamo, ter na koncu, pogledali še nekaj ukrepov za varstvo teh dveh skupin. Torej, kmetijstvo kot tako je nekako poglavitni razlog za upad biotske pestrosti po celem svetu, in spremembe kmetijske krajine, so prisotne seveda tudi v našem prostoru. Že neki hiter pogled zgodovinski pogled v satelitske posnetke, kot vidite primer Ajdovskega polja, nam pokaže, kako se je kmetijska krajina spreminjala. Ni pa nujno, da so, razlog za te spremembe zgolj kmetijska praksa. Ampak trendi, ki jih opažamo, seveda, izhajajo iz komasacij, iz združevanja, ozemelj in iz, vzpostavitve, pač večjih površin, ki so obdelovane z večjo kmetijsko mehanizacijo, vse v luči neke izboljšave ekonomike pridelave. In kar vidimo, da se dogaja, je neko poenotenje krajine, v kmetijski krajini izginjajo krajinske značilnosti, ki so prej bile neki tak zelo prepoznaven del, kot so recimo mejice, obrežna vegetacija, manjša vodna telesa, pa tudi, gozdni otoki in skupine dreves. Dejavnikov ogrožanja pa definitivno ni mogoče misliti ločeno, zato bi v bistvu na začetku, poudarila, da kljub temu, da se bomo prvenstveno ukvarjali s kmetijsko krajino, in dejavniki, ki izhajajo iz kmetijske prakse, moramo vedeti, da, jih absolutno ne moremo misliti ločeno od, recimo podnebnih sprememb, upravljanja z vodami, urbanizacijo, cestno infrastrukturo in podobno, kar vse lahko dobro vidimo tudi na, teh primerjavah Ajdovskega polja iz leta 1975 in 2016. Zdaj kot izhodišče, bi začela s trditvijo, da so dvoživke ena izmed bolj ogroženih skupin organizmov na svetu, saj kar 41% vrst grozi izumrtje. Plazilci zelo hitro sledijo, in sicer 21% vrst. V Sloveniji imamo 20 vrst dvoživk in 23 vrst plazilcev. Vse vrste so zavarovane z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Za 6 vrst dvoživk in 2 vrsti plazilcev so tudi razglašena Natura 2000 območja. Sicer pa je, v primerjavi z, mogoče mojimi predhodniki, ki so govorili o nekih drugih, nekoliko bolj, raziskanih, organizmih, ostajajo, herpetofavna, torej dvoživke in plazilci, dokaj slabo raziskani, predvsem kar se tiče nekih populacijskih trendov, monitoringi na državni ravni se ne izvajajo. Imamo pa mogoče kakšne slike za posamezna območja ali pa neke ciljne vrste na podlagi, izvedenih raziskav. Kot pa vemo, pa, v bistvu vsak neki smiselno zasnovan in preizkušen ukrep naj bi izhajal iz poznavanja nekega stanja vrste, zato je verjetno tudi to razlog, da nekih, kmetijskih ukrepov zaenkrat za herpetofavno še ni, z izjemo seveda teh korakov, ki jih lahko opazimo tudi v, novi skupni kmetijski politiki, ki grejo v smer, ohranjanja varstva krajinskih značilnosti, kar seveda tudi z vidika varstva herpetofavne je korak v pravo smer. Pa če gremo kar k samim živalim, torej pestrost, ki sem jo prej omenila, teh 23 vrst,
čisto toliko, da ponazorim z nekaj fotografijami, da si predstavljamo, kaj vse živi pri nas, tudi v kmetijski krajini. Torej dvoživke, če gremo iz leve proti desni, imamo krastačo, navadno krastačo hribskega urha, torej gre za neke brezrepe dvoživke, ki so nam mogoče nekoliko bolj poznane, jih pogosteje srečamo. Med brezrepe dvoživke spadajo tudi mnoge vrste rjavih žab, zelene žabe, zelena rega. Na desni strani pa imamo potem še repate dvoživke, kamor spada pri nas več vrst pupkov, 2 močerada, torej navadni in planinski, in pa tudi človeška ribica, ki pa se za potrebe te prezentacije ne bomo dotaknili, čeprav je pač vpliv kmetijstva nanj izrazito škodljiv in zadeva v bistvu podzemne vode, ampak bomo v bistvu v tej uri, ki prihaja, ostali pri površinskih vodah. Pri plazilcih več vrst kuščarjev, kač in naša edina avtohtona vrsta želve, močvirska sklednica. To so torej organizmi, o katerih bomo danes govorili. Zdaj, kaj so podobnosti in razlike med skupinama? Torej, dvoživke in plazilci so bili zgodovinsko obravnavani skupaj, čeprav so v bistvu evolucijsko, fiziološko, ekološko med seboj zelo različni. Nekaj stvari pa jih vseeno druži, izpostavila bom predvsem tiste, ki so pomembne za razumevanje pristopov k varstvu, ne samo v kmetijski krajini, ampak tudi generalno, pa tudi nekaj razlik, ki nam bojo potem pomagale razumeti, zakaj se lotevamo ukrepov na nek specifičen način. Torej, ena stvar, ki jih druži, je nestalna telesna temperatura, torej njihova temperatura telesa je odvisna od temperature okolice. To pomeni, da v toplem delu leta so te živali aktivne, medtem ko pač pozimi poiščejo primerna mesta za prezimovanje, kar je pomembno zaradi tega, ker moramo na ravni varstva zagotoviti torej tudi prezimovališče. Kar se tiče prehrane, so vrste vezane na pestra, tako vodna kot kopenska okolja, ker imajo na voljo zadosti plena. Torej, oboji se prehranjujejo z različnimi nevretenčarji, pajki, večje vrste lahko jejo tudi pač manjše vretenčarje, recimo kake kače jejo tudi kuščarce, žabe, glodavce, ribe, lahko tudi ptice ali njihova jajca. Pa če gremo naprej na razlike, torej življenjski krog je ena ta ključna stvar, ki jih razlikuje in ki dvoživke veže na vodo, predvsem v fazi razmnoževanja, torej odlaganja jajc in razvoja, potem naprej preko paglavca, ki ga bomo videli na naslednji prosojnici. Naslednja razlika pa je zgradba in funkcija kože, predvsem zaradi razumevanja izpostavljenosti fitofarmacevtskim sredstvom, ki kljub temu, da pri plazilcih koža ni tanka, stalno vlažna in prepustna kot pri dvoživkah, a vendarle so zelo pomembno izpostavljeni tudi fitofarmacevtskim sredstvom, ki jim dokazano prav tako škodujejo. Zdaj pa, če na hitro pogledamo življenjski krog, to je primer ene vrste rjave žabe, sekulje. Torej, samice spomladi v vodo odlagajo skupke jajčec, ki jim rečemo tudi mrest. Samci jih sproti oplojujejo, torej gre za zunanjo oploditev, in jajca se potem v vodi razvijajo, iz jajc se razvijajo paglavci, ki so rastlinojedi in dihajo s škrgami. Tekom preobrazbe se jim razvijajo pljuča, reabsorbira se rep, zrastejo jim noge in v bistvu potem mlade žabe preidejo na kopno. Cikel se seveda potem ob razmnoževalno aktivni živali pač ponovi pri odlaganju jajc naslednjo leto oziroma pomlad. Mogoče še izjema, zdaj to je življenjski krog brezrepih dvoživk. Pri repatih dvoživkah se v bistvu razvije ličinka že v telesu samice in lahko odlagajo ličinke, kot je primer navadnega močerada, medtem ko so planinski močeradi živorodni. Življenjski krog plazilcev je nekoliko enostavnejši, torej odrasla žival odlaga jajca, ki so trdolupinska in v bistvu preprečujejo izhlapevanje vode, so v tej točki neodvisne, torej od vode, in v jajcih se razvija v bistvu mlada žival, ki je že zelo podobna odrasli.
Tudi pri plazilcih seveda obstajajo izjeme, taka izjema je živorodna kuščarica. Predvsem bi rada, pri biologiji, ekologiji poudarila pomen pestrih in raznolikih življenjskih okolij. Dvoživke so vezane tako na vode kot na kopno. Čeprav mogoče njihovo ime malo nakazuje, da imajo dve življenji, jih nimajo, so pa absolutno vezani na dva raznolika tipa okolij, ki pa morata biti nujno povezana. Torej pri dvoživkah vedno najprej pomislimo na vode, in seveda z vidika varovanja mokrišč je to, dobra izhodiščna točka, ampak samo z varstvom voda ne dosežemo varstva, vrst, populacij vrst oziroma celotne skupine, saj potrebujejo pestra kopenska okolja tako za prehranjevanje, kot tudi prezimovanje. Če mogoče, začnem z enim, malo pretresljivim dejstvom. Po nekaterih podatkih smo od 18. stoletja do danes izgubili kar 87% mokrišč na globalni ravni, kar je, kar zajeten delež, ampak vseeno se moramo zavedati, da to ni stvar preteklosti, to se še vedno dogaja. S tem se redno srečujemo tudi mi pri našem terenskem delu, ko preverjamo v bistvu znana najdišča, znane lokalitete dvoživk, in naletimo na bodisi presušene bodisi zasute mlake. Še en primer iz našega okolja, da nam bo mogoče malo bolj plastično prikazano. V Triglavskem narodnem parku smo v Centru za kartografijo favne in flore delali raziskave na velikem pupku in hribskem urhu in kar 30% mlak, ki smo jih ponovno obiskali in so bile znane že v letu 2005, so bile suhe, oziroma, zasipane. To je v bistvu kar, velik delež in prav zato je pomembno, se zavedati, da, izguba habitatov je neka stvar, ki se konstantno dogaja tudi v naših lokalnih okoljih. Mogoče še ena stvar glede, življenjskih okolij dvoživk, predvsem voda spet, je to, da je mnogo vrst dandanes vezanih na tako imenovana sekundarna okolja, torej mnoga okolja, ki so vezana, na človekovo aktivnost, na antropogene vode, torej na različne kale, zadrževalnike, zajezitve in podobno. Kaj se je zgodilo z njihovimi primarnimi vodnimi življenjskimi okolji, so lahko pač različne stvari. Pri, vodotokih, torej pri tekočih vodah, gre pogosto za regulacije, zaradi katerih se potem izgubijo mrtvice, okljuki, ki so včasih dajali dodatne luže ali pa kje se je zadrževala voda. Izviri so se v veliki meri kaptirali, tako da ne prihaja več do razlivanja voda, podobno pa je tudi z, raznoraznimi naravnimi kotanjami, ki so se včasih, napolnile z vodo, pa se jih je zasulo. Tako da mnogokrat danes so dvoživke pri nas vezane na, na vode, ki jih je vzpostavil človek in jih tudi vzdrževal. Nekaj glede povezljivosti življenjskih okolij, da se vrnem na prvo točko, s katero sem začela. Tu je en shematski prikaz, selitvenih razdalj slovenskih vrst dvoživk, da si znamo malo predstavljati, kako daleč te živali sploh na ravni sezone potujejo. Nekako rekorderka med njimi je, navadna krastača, lahko gre tudi tam do 5 kilometrov odrasle živali in je tudi v bistvu ena izmed vrst, ki jih najprej srečamo v novo vzpostavljenih vodah. Sledijo ji, vrste, rjavih žab, zelene žabe, potem tudi zelena rega. V bistvu na najkrajše razdalje pa se selijo prav naše najbolj ogrožene vrste, kot so veliki pupek, nižinski hribski urh. Te razdalje so pomembne tako zaradi povezljivosti, kopenskih in vodnih habitatov kot povezljivosti vodnih okolij med sabo. Torej, z varstvom vedno skušamo ustvarjati neki preplet, oziroma neko mrežo, vodnih okolij v različnih sukcesijskih stanjih, različno zaraščenih, ki lahko služijo kot prehranjevališča, kot mrestišča, ali samo, pač neke prehodne habitate. Pri plazilcih
ki so kot taki manj vezani na vode, z izjemo močvirske sklednice, ki jo bomo tekom cele prezentacije vedno obravnavali kot malo bolj ločeno od ostalih vrst plazilcev, ker je pač napram ostalim vezana na vodo, in to nujno vezana na vodo. V njej preživlja večji del leta, ampak o njej mogoče malo kasneje. Pri življenjskih okoljih plazilcev so zelo pomembne pač neke osončene površine, na katerih živali pridobijo potrebno temperaturo za dnevne aktivnosti, parjenje, razmnoževanje, prehranjevanje in podobno. Seveda pa potrebujejo tudi veliko skrivališč, mest za prezimovanje in mest za odlaganje jajc. Pomembno, kaj se dogaja v kmetijski krajini in definitivno vpliva na pestrost in številčnost plazilcev v njej, je iznos materialov, torej raznoraznih kamnov, odreza, torej vseh naravnih in tam prisotnih materialov, ki nas nekako ovirajo pri kmetijski praksi in se jih je včasih nekako tradicionalno kopičilo, recimo na Krasu kamenje v obliki suhih zidov, ali pa se je metalo v bistvu nek odvečen material v mejice, in danes je tega vse in vse manj in se ta material odnaša. V bistvu pa lahko neki taki mali strukturni elementi zelo pomembno vplivajo na pestrost plazilcev. Tu imam zdaj en tak čist preprost primer enega kamna, pod katerim se je skrival tale slepec, in sicer gre za eno že skoraj na pol urbano okolje nekega zidu brez špranj, torej ne gre za neko suhozidno gradnjo, gre za zatesnjene špranje, ki ne omogočajo nekih skrivališč, pred njim pa v bistvu že skorajda zelenica oziroma zelo intenziven travnik, in je ta kamen v bistvu predstavljal edino možno skrivališče. In zavedajoč se teh stvari, recimo herpetologe, če nas boste kdaj srečali na terenu, boste videli, da zelo z velikim veseljem prekladamo in odkrivamo raznorazne materiale, ki ležijo ob gozdnem robu, ob cesti ali kjerkoli, in mnogokrat najdemo plazilce prav v takih mikrostrukturah v krajini. Čisto toliko, da malo prikažem, kakšen pomen lahko igrajo. Preden gremo še malo dlje do dejavnikov ogrožanja in potem stanja in ukrepov, bi se rada skupaj z vami vprašala, kaj je sploh pomen dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini, torej zakaj jih skušamo varovati, zakaj jih skušamo na nek način tudi privabljati na svoje kmetijske površine oziroma na svoje kmetijsko gospodarstvo. Pač oboji so, tako kot pač ostali organizmi, pomemben člen prehranjevalnih verig, in kot vemo, so biotsko pestra okolja tista, ki so stabilna in zagotavljajo neko trajnost tudi v kmetijskem smislu. Kuščarji, na primer, so pomembni plenilci žuželk, pajkov, golih pavžev. Za kače vemo, da lahko poskrbijo, da se glodavci ne razmnožijo preveč. Vedno sem vesela, ko se na kmetiji pogovarjamo o umeščanju nekega malega strukturnega elementa, nekega skladnjaka, in ko se ljudje začnejo zavedati pomena kač, kuščarjev, ki jih tja skušamo privabiti, me potem vedno vprašajo, a ne bi premaknili to malo bolj k njivi, tam imamo ful enih živalic, za katere bi lahko ti plazilci poskrbeli. Pa gremo še do dvoživk. Torej dvoživke skupaj z ostalimi vodnimi organizmi plenijo ličinke komarjev. Zakaj omenjam prav komarje? Zaradi tega, ker tudi to je eno izmed pogostih vprašanj, ko skušamo ljudem približati vzpostavljanje nekih malih stoječih voda kot ukrep za varstvo dvoživk. Kaj pa potem s komarji? In dejansko v vodah, ki so v nekem ravnovesju, ki so pestre in imajo močno združbo raznolikih vodnih organizmov, seveda obstajajo plenilci, ki te ličinke, s temi ličinkami prehranjujejo, večji problem pa so vode, kjer teh plenilcev seveda ni. Tako dvoživke kot plazilci
so na nek način tudi oportunisti, torej če imamo nek plen, potencialen njihov plen, ki se v nekem obdobju bolj namnoži v kmetijski krajini, če pač povzroča tudi neko škodo na pridelkih, so to lahko tudi škodljivci in seveda bojo oboji plenili prav to, kar se jim na mizi ponuja in na ta način tudi zmanjšali število tako imenovanih tudi škodljivcev. Rada bi še enkrat strukturirano predstavila dejavnika ogrožanja tako za dvoživke in plazilce, čeprav se bomo mnogih dotikali tekom cele prezentacije. Torej, poleg intenzifikacije kmetijstva je ključna tudi intenzifikacija rabe gozdov, predvsem kar se tiče strukturiranih gozdnih robov, ki so pomembni, predvsem tudi za plazilce. Pri kmetijstvu mogoče ena stvar, na katero malo kdo pomisli, in sicer z večjo in bolj napredno kmetijsko mehanizacijo, ki omogoča tudi boljše osvetljevanje, se je veliko nekih kmetijskih opravil preselilo tudi v večerni in nočni čas, ki pa je lahko z vidika dvoživk zelo problematičen, saj to je tudi čas v dnevu, ko je ta skupina živali najbolj aktivna, in predvsem v spomladanskem času na selitvenih poteh, kjer se lahko dvoživke pojavljajo v res velikem številu, so lahko večerna, nočna kmetijska opravila škodljiva. Urbanizacija, cestna infrastruktura, druga točka oziroma drugi dejavnik ogrožanja, je seveda pomembna oziroma seveda vpliva na samo izgubo habitatov, tako kopenskih kot vodnih. Glede cestne infrastrukture bomo povedali nekaj več na naslednji prosojnici, ker je pri dvoživkah zelo pomembna in sem prepričana, da večina ljudi, ki vsaj malo spremlja medije in splošne debate ob prvih daljših in toplejših dneh v letu, zagotovo ne more zaobiti tudi novice o povozih večjega števila dvoživk, ki pomembno vplivajo lahko tudi na populacije. Kar se tiče kmetijstva, ne smemo pozabiti na povečano uporabo agrokemikalij, tako pri dvoživkah kot pri plazilcih. Dosti raziskav je bilo narejenih na to temo, tako z privzemom v kopenskih habitatih, lahko tudi seveda preko prehranjevanja. Močen dejavnik je pa spiranje fitofarmacevtskih sredstev v vodne habitate in posledičen vpliv tako na odrasle živali kot ličinke. Naslednja stvar, evtrofikacija, torej povečan vnos hranil, ki je lahko seveda tudi naravnega izvora, ampak je žal v večini primerov antropogenega, torej gre za bodisi slabo prečiščene odplake gospodinjske vode ali pa samo spiranje iztrebkov pašne živine, kjer je obtežba res velika. Pač vse to so razlogi, da prihaja do večjega vnosa hranil v stoječe ali pa tudi tekoče vode, kar pač seveda spremeni sam habitat, zaradi tega, ker so pač vsa ta hranila so vir hranil za mikroorganizme, alge, ki se posledično zelo namnožijo in spremenijo samo stanje in rečemo kvaliteto voda, ker porabljajo razpoložljiv kisik, hkrati pa lahko tvorijo tudi nevarne toksine. In predvsem vrste dvoživk pri nas, ki so bolj občutljive na evtrofikacijo kot recimo veliki pupek. Imamo mnogo primerov kalov, kjer smo imeli stalno prisotnost te vrste v večjem številu in se zaradi evtrofikacije v bistvu tega habitata skorajda več ne poslužuje. Naslednji dejavnik ogrožanja, ki bi ga naštela, je črpanje vode za potrebe namakanja. Seveda se zavedamo, da so lahko
z izjemo lanskega, no. Recimo, če pogledamo predlansko leto, je bilo izjemno sušno in namakanje seveda v kmetijstvu, je ena taka potreba, ki je zelo realna in verjetno v prihodnosti bo še, toliko bolj, če se ekstremne vremenske razmere ponavljajo. In, ljudje se pač poslužujejo raznoraznih, načinov zagotavljanja, vode za namakanje. En izmed teh, je tudi črpanje voda iz obstoječih, malih stoječih voda, kalov in podobno. In žal se mnogokrat zgodi, da se na začetku poletja v prvih sušah, ko se potreba po namakanju, pojavi, počrpa vsa voda, iz teh, stoječih voda, kar pomeni, da, mlaka presuši, preden bi se razmnoževalni cikel zaključil oziroma preden bi mlade živali se, preobrazile do te točke, da lahko preidejo v kopenske habitate. Ceste sem rekla, da bi obravnavala še posebej. Torej tako imenovane črne točke so točke na večinoma cestni infrastrukturi, kjer prihaja do večjega števila povozov dvoživk. To se dogaja predvsem spomladi ob prvih toplih, spomladanskih nočeh s padavinami, ko dvoživke iz prezimovališč v velikem številu in v krajšem časovnem razdobju prehajajo do mrestišč in pri tem prečkajo ceste. Problematika je, kot sem že rekla, bila v našem prostoru velikokrat naslovljena in mislim, da tudi, je naletela na zelo pozitiven odziv. Po celi Sloveniji že imamo raznorazne akcije prenašanja dvoživk, ki so zbrane tudi na, recimo spletni strani Pomagajmo žabicam, in tudi sicer so vse spletne, informacije o, varstvu dvoživk na njihovih selitvenih poteh dostopne na Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije. Seveda prostovoljne akcije prenašanja dvoživk tako s postavitvijo začasne ograje kot brez so rešitve, ki so začasne, ki terjajo enormen časovni vložek, vsakodnevnega večernega pregledovanja in varnega prenašanja dvoživke preko ceste, k čemu se mora v nekem varstvenem smislu stremeti, je seveda ureditev, nekih stalnih, rešitev, torej stalnih podhodov, stalnih ograj, k čemur se tudi že počasi, premikamo. Tudi v projektu Life Amphican se bo mnogo tega, uredilo oziroma se naslovilo, torej vključno z varovanjem kopenskih habitatov okrog teh mrestišč in selitvenih poti. Od leta 2018 pa imamo na ravni Slovenije, tudi, prostorski podatkovni niz vseh črnih točk, na cestah v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki se seveda posodablja in omogoča, da se zavedamo, kje, ti prehodi, se dogajajo, kje prihaja do povozov, da se lahko naredi ustrezne študije, preden se obnavlja, cestno infrastrukturo in uvede tudi ustrezne stalne ukrepe. Pri plazilcih se mnogo od teh dejavnikov ogrožanja seveda ponovi. Kar bi še posebej poudarila, je, povezanost habitatov, ki sem jo prej mogoče samo, delno naslovila. Torej v, neki, bolj intenzivni kmetijski krajini lahko krajinski elementi oziroma krajinske značilnosti, kot so mejice, skupine dreves, gozdni robovi, nasut material predstavljajo v bistvu take točke pestrosti, katerih se plazilci seveda držijo. Predstavljajo jim pa tudi v bistvu koridorje sploh premikov po krajini, in lahko imajo v bistvu tak zelo linijski habitat, no. In zato je pomembno, da ta mreža ostaja in ni prekinjena. Poenotenje krajine smo že omenili, vseeno pa še enkrat, dejavnike ogrožanja naše torej posebnice, torej močvirske sklednice, ki je vezana tako, na vodni habitat, v glavnini, aktivne sezone, kot tudi na kopno, kjer odlaga jajca. Zato z vidika ohranjanja voda, bomo
seveda gre za specifike ukrepa, ampak se stremi k ohranjanju in vzpostavljanju novih stoječih voda ali počasi tekočih voda, medtem ko v kopenskem delu, torej v zaledju teh vodnih najdišč, pa je pomembna čim bolj ekstenzivna kmetijska raba, predvsem pa je škodljiva premena travnikov v njive, oziroma nasploh obdelovalne površine, na katere lahko močvirske sklednice odlagajo jajca in so ta zaradi kmetijske prakse pač direktno ogrožena. Še ena stvar, ki pa to vrsto ogroža v zimskem času, je pa čiščenje jarkov, ali pa tudi obnova stoječih voda, in sicer zato, ker močvirske sklednice v zimskem času prezimujejo na dnu in bi jih lahko s tem direktno ogrozili. Kar se tiče dejavnikov ogrožanja, moramo žal še vedno našteti tudi namerno preganjanje. Spet področje, na katerem je bilo storjeno veliko dobrega v smislu ozaveščanja, ampak še vedno kače med nekaterimi niso najbolj priljubljena žival in še prihaja do namernega ubijanja. Če pogledamo stanje, torej naslednji sklop, pri dvoživk in plazilcev pri nas. Kot rečeno, če želimo zasnovati neke učinkovite ukrepe in jih tudi preizkušati in spremljati, je dobro, da za zasnovo teh izhajamo iz aktualnih podatkov. Raziskave, kot sem že rekla, so bile predvsem na nekaterih Natura območjih izvedene, vsaj za ciljne vrste. Predlogi ukrepov so tudi marsikje že podani. Žal pa monitoringi za večino vrst sploh niso vzpostavljeni, predvsem pa se ne izvajajo na ravni celotne države. Zato je pomemben vir podatkov, so pomemben vir podatkov tudi naključna opažanja, ki se sporočajo v Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, ki so podatki iz cest, ter seveda vsi podatki zbrani skozi raznorazne kohezijske in life projekte, ter podatki Herpetološkega društva, ki že vrsto let intenzivno proučuje in popisuje obe živalski skupini. V Centru za kartografijo favne in flore vodimo tudi podatkovno zbirko, ki je po našem vedenju tudi največja podatkovna zbirka o dvoživkah in plazilcih pri nas. In za potrebe razumevanja vpliva kmetijske prakse na ti dve skupini smo naredili eno krajšo analizo, in sicer smo vzeli vsa vodna najdišča dvoživk in pa vsa najdišča plazilcev pri nas in ugotovili, da je kar 35% vodnih najdišč dvoživk in 28% najdišč plazilcev na površinah, ki so v kmetijski rabi. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko ima kmetijstvo velik vpliv, tako negativen kot tudi pozitiven, na populacije teh vrst. Med dvoživkami je namreč na površinah, ki so v kmetijski rabi, bil najpogostejši veliki pupek in hribski urh, ki sta tudi dve izmed bolj ogroženih vrst pri nas, in za katere se tudi aktivno v zadnjih letih že izvajajo ukrepi tudi na kmetijskih zemljiščih. Tu še grafičen prikaz, torej v oranžni imamo deleže površin v kmetijski rabi, seveda sledijo pač gozd in gremišča, mokrišča, nekaj pa tudi pozidanih površin, ki padajo predvsem na račun voda, ki so bile vzpostavljene tudi v urbanih okoljih, antropogene vode tipa Kali na Krasu, kjer so ljudje vzpostavljali oziroma zadrževali vodo na sicer zakraselih tleh, ne samo za potrebe namakanja ali pa napajanja živine, ampak tudi pranja in dostopa do vode generalno. Če pogledamo detaljno eno vrsto, torej veliki pupek v zaledju 250, 500 in 1000 metrov okrog najdišča, torej okrog vode, kjer
je ta vrsta bila najdena, se na več kot 60% najdišč kar 40% površin rabi za kmetijstvo. To ne pomeni, da so ta najdišča v slabem stanju, ampak pomeni pa, da bolj kot so te površine v intenzivni kmetijski rabi, večji negativen vpliv lahko imajo na vrsto. Analizirali smo tudi najdišča močvirske sklednice. Tu je v bistvu situacija podobna oziroma je delež površin v kmetijski rabi še večji, torej več kot polovica najdišč ima v zaledju 500 in 1000 metrov najmanj 60% površin v kmetijski rabi. Kaj to pomeni za sklednico, smo že rekli, v bistvu je predvsem grožnja direkten vpliv na razmnoževalni uspeh, saj se z preoravanjem ali pa tudi pobiranjem pridelkov lahko uničijo jajca, ki so jih samice tja zakopale. Na koncu bi velik del v bistvu tega predavanja posvetila ukrepom. Podajala bi predvsem neke splošne usmeritve, ker kot že rečeno, pri nas izkušenj razen z vzpostavljanjem manjših stoječih voda ali pa obnovo manjših stoječih voda nimamo. Tudi za te ukrepe, ki so že bili izvedeni, rabimo še veliko podatkov, da vidimo, katere stvari funkcionirajo in katere ne. In prav to nam daje neki zanos, da bomo v prihodnje v bistvu pristopali še nekoliko bolj samozavestno. Ampak generalno seveda, s čemer sem že začela, je potrebna za varstvo obeh skupin mozaična krajina. Torej nimamo vrst, ki bi bile vezane samo in zgolj na odprto krajino, ampak potrebujejo raznolike habitate, tako vodne kot kopenske, ki so med seboj povezani. V mozaičnost krajine je najenostavneje vplesti različne krajinske značilnosti, ki že same po sebi predstavljajo koridorje in ki jih ti organizmi dokazano uporabljajo. Preden pa se lotimo konkretnih ukrepov za herpetofavno, pa še nekaj opozoril, ki bi jih lahko zlahka povedali že na vseh prejšnjih predavanjih v zimskem ciklu in tudi vseh naslednjih in na splošno pri ukrepih v kmetijski krajini in tudi širše se zdijo eno tako pomembno izhodišče, ki ga nikakor ne smemo zanemariti. Torej poleg tega, da je za samo snovanje ukrepov potrebno neko poznavanje o stanju vrste in seveda območja, je pomembno tudi to, da ukrepi niso vzrok za uničenje ali poslabšanje habitatov drugih vrst. Če dam čisto en primer, če bi želeli na nekem kmetijskem gospodarstvu ali na nekem območju izkopati mlako z namenom varstva dvoživk ali pa neke specifične vrste dvoživke, bi seveda bilo vredno pogledati tudi na mokroten travnik, ki smo ga prvega zagledali, zaradi tega, ker gre za neko že zamočvirjeno okolje, verjetno z nepropustno podlago, kar nam omogoča, da mogoče ne bi rabili uporabiti za zatesnjevanje folije, ampak bi uporabili obstoječo nepropustno podlago, pa vendar je mogoče ta travnik edini na kmetijskem gospodarstvu ali pa širšem območju, kjer živijo neke rastlinske vrste, ki so vezane na mokrotne združbe ali pa so mogoče celo hranilne rastline nekega ogrožene vrste metulja. Tako da je treba vedno pri vseh ukrepih imeti neko širšo sliko pestrosti na danem območju. Druga taka pomembna usmeritev je ta, da ima ohranjanje obstoječih ali pa obnovitev izginulih življenjskih okolij prednost pred vzpostavitvijo čisto novih. Bom spet dala primer, bom izhajala iz primera Mlake. Torej, če smo v preteklosti na nekem mestu že imeli mlako, imamo zagotovo tudi živali, ki so
v tej mlaki mrestile oziroma so se k tej mlaki kasneje tudi vračale z namenom mrestenja ali pa so mrestile in cel razmnoževalni krog ni bil sklenjen zaradi prehitre presušitve mlake. In če to mlako obnovimo, bomo v bistvu tem živalim, ki se tja že vračajo, omogočili razmnoževalni uspeh. Hkrati pa so na to življenjsko okolje vezani tudi drugi organizmi, ki so ga poznali iz preteklosti. Seveda pri vseh teh ukrepih je pomembno slediti nekim strokovnim smernicam ali pa se posvetovati s strokovnjakom, saj imamo pač opravka z zavarovanimi vrstami in njihovimi življenjskimi okolji, kar je absolutno velika odgovornost. Če gremo k splošnim usmeritvam za varstvo dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini, ki sem jih nekako skušala povzeti v 6 točk, lahko bi jih dodala še kar nekaj, ampak mogoče je boljše nekje potegniti črto pa te malo bolj vzeti pod drobnogled. Prvo in tretjo bom malo podrobneje obravnavala kasneje. Torej pri prvi ne bom izgubljala besed, torej gre za neko obnovo, vzpostavitev stoječih voda, lahko tudi počasi tekočih voda, predvsem s ciljem varstva dvoživk, močvirske sklednice seveda. Druga usmeritev bi bila ohranjanja mejic, skupin dreves, gozdnih otokov, povezljivosti in pa predvsem vzpostavljanje pritalnega dela mejice. Kaj želim s tem povedati? Pritalni del mejice je nekaj, kar je bilo v upravljavskih smernicah mnogokrat prezrto in so mnoge raziskave v tujini pokazale, da je v bistvu del mejice, ki nepredstavljivo vpliva na biotsko pestrost združb. Gre torej za ves material, ki se kopiči na samih tleh pod drevesno-grmovno plastjo mejice. Torej gre za zeleni odrez, gre za padla drevesa, gre za kamenje in tudi v bistvu dosti materiala, ki se iznaša iz kmetijskih površin. Vse to lahko recimo za plazilce predstavlja mesta za sončenje, mesta za skrivanje in potencialno tudi mesta za prezimovanje, tako za dvoživke kot plazilce, kot tudi mnoge druge vrste. Torej, da se tudi pri vzdrževanju mejic neko, recimo odvečen material ne odnaša, ampak se ga pušča v sami mejici, da počasi strohni in s tem nudi pomembne mikropogoje za mnoge, tako vretenčarje kot nevretenčarje. Vzpostavljanje strukturnih elementov, ki so eden izmed teh strukturnih elementov, bi ga lahko videli tudi seveda ta pritalni del mejice, ampak to zdaj vidimo ločeno. Primer, ki ga bomo kasneje obravnavali, je skladnjak. Nekaj besed več kasneje. Četrta usmeritev je sonaravno vzdrževanje in ohranjanje melioracijskih kanalov. Tega sem se dotaknila predvsem v povezavi z močvirsko sklednico, torej da se ne sme teh kanalov vzdrževati oziroma obnavljati v zimskem času, ker močvirske sklednice takrat v njih lahko potencialno prezimujejo. So pa kanali pomembno mrestišče, predvsem v intenzivnejši kmetijski krajini, tudi za dvoživke. Torej to so te antropogeni habitati, sekundarni habitati, ki so lahko mogoče še edini preostanek vode v neki krajini, zato je pomembno, da se v njih ne posega v spomladanskem času mrestenja in tudi kasneje tekom zgodnjega poletja, ko mlade živali še niso zapustile voda. Seveda bomo kasneje pri obnovah povedali, da se v bistvu mnoge vrste dvoživk odrasle, tako kot mlade, lahko v vodah zadržujejo celotno leto. Tako da vse, kar se tiče upravljanja z vodami, z vidika varstva dvoživk, se mora upravljati izven aktivne sezone teh organizmov. Peta točka oziroma usmeritev je ohranjanje ekstenzivnih travnikov. Pri nas nekih izkušenj ali pa spremljanj prav za herpetofavno ni bilo narejenih. Iz tujine je kar nekaj smernic, predvsem ki se tičejo
košnje, višine košnje, ponavadi se začne tam pri 10, predvsem pa 15 centimetrih višine. Časovno, kot smo že prej omenili, je najboljše delati sredi dneva, torej nikakor zvečer ali ponoči, kar pri košnji mislim, da ni neke bojazni, ampak sredi dneva, ko so dvoživke najmanj aktivne. Seveda imamo pač problem pri že tako vlažnih habitatih, kot so recimo mokrotni travniki. Kar se tiče košnje, pa sicer na tej točki ne bi šla v podrobnosti. Zagotovo bi se lahko dale neke smernice opredeliti na ravni vrste, ker če že pogledamo neko raznolikost oziroma časovni razpon, kdaj neka vrsta odlaga mreste na različnih nadmorskih višinah, kako hitro poteče v bistvu preobrazba do mladih živali, da potem prehajajo v kopenske habitate, je lahko to takoj 2-3 tedne. Če govorimo na nadmorski višini 600 ali pa 1200 metrov, je seveda ta časovni zamik zelo očiten. Predvsem pa imamo v enem vodnem habitatu lahko 4 vrste dvoživk, ki odlagajo že v izhodišču zelo različno. Recimo rosnice bojo odlagale mreste zelo hitro, bodo prve spomladi, nekatere so že letos zunaj, medtem ko bojo pupki prišli kasneje. Še zadnja točka, zelo vezana na kmetijsko prakso, je uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Tudi tu so smernice v bistvu zelo različne. Predvsem bi rada poudarila, da izogibanje rabi fitofarmacevtskim sredstvom in gnojilom je pomembna predvsem v okolici krajinskih značilnosti, za katere vemo, da se dvoživke in plazilci v njih pogosteje zadržujejo. S tem višamo neko kvaliteto vode, ko pač govorimo o vodnih okoljih, sicer pa pestrost nekih tudi nevretenčarskih združb, ki so pomemben plen tako dvoživk kot plazilcev. Če pogledamo dva ukrepa malo bolj podrobno, zato da ne bomo preveč splošni, si najprej poglejmo vzpostavitev majhnih stoječih voda. Torej, govorila bom o mlakah, da bo enostavneje in ne bom izgubljala preveč besed. Prva stvar, na katero je treba pomisliti, je, kje bi to mlako vzpostavili, torej izbira lokacije. Seveda imamo pač neko reliefno pogojenost, imamo tudi neke naravne danosti, ki se jim absolutno lahko prilagajamo. Predvsem pa je pomembno, da pomislimo na cestno infrastrukturo, torej če postavljamo popolnoma novo mlako, je nikakor ne smemo postaviti na način, da bi med njo in predvidenimi prezimovališči, recimo če imamo samo en gozdni rob v bližini, med mlako in tem gozdnim robom absolutno ne sme biti cesta, saj bomo s tem vzpostavili novo črno točko oziroma točko povoza. Tako da cestna infrastruktura je zagotovo ena stvar, na katero moramo nujno pomisliti. Izbira lokacije je lahko seveda tudi specifična, če delamo vrstno-ciljne ukrepe, ki izhajajo iz poznavanja stanja v okolici, torej vemo, kje imamo najbližje najdišča te vrste, ki jo skušamo varovati v bližini, in ocenimo razdalje, kje bi bilo najbolj smiselno umestiti novo mlako, da bo prihajanje najbolj efektivno. Odstranitev zarasti na mestu izkopa je potrebna na površinah, ki so že zaraščene, torej mlake skušamo vzpostavljati na čim bolj osončenih mestih, zato da se voda čim prej zagreje in je primerna za mnoge vrste, ki odlagajo jajca in skupke jajc, torej mreste v toplejše plitvine. Skušamo pri vzpostavitvi paziti, da so brežine položne. Zakaj? Zato, ker mlade živali morajo preiti na kopno in včasih je lahko že zelo majhna stopnička nepredstavljiva prepreka, ki jim v bistvu prepreči, da bi prešle na kopno, in taka
take vode lahko predstavljajo tudi ekološko past. Mislim, podobno stvar predstavljajo tudi raznorazni betonski zadrževalniki, jaški, in podobno. Torej poleg položnih brežin naj bi mlake imele tudi različne globine, prav zaradi tega, ker se v različnih globinah voda seveda različno segreva, različne globine pa tudi pri, različnim vrstam vodne vegetacije, ki je ključna za zagotavljanje skrivališč, pa tudi za odlaganje jajc, na primer pupkov, ko samice posamična jajca, zavijajo v liste vodne vegetacije. Zagotavljanje neprepustnosti dna, je pogoj za, vzpostavitev mlake. To lahko dosežemo na več načinov. Neprepustnost dna lahko zagotovimo s polaganjem folije, tudi ta shematski prikaz, ki ga imate na predstavitvi, prikazuje ta način. Torej folija je vkopana vsaj 30 centimetrov. Zakaj je pomembno, da jo vedno prekrijemo z zemljino, je ne samo zato, da v sami foliji zagotovimo trajnost, ker s tem ni izpostavljena zunanjim vplivom, torej zmrzali, UV-sevanju in podobno, ampak tudi, da se lahko vodne rastline, normalno ukoreninijo. Drug način je zagotovitev, neprepustnosti s, plastjo gline oziroma ilovca. To rabimo potem v bistvu, debelejšo plast, torej vsaj 40 centimetrov. V krajih, kjer, to ni naravna danost, torej nimamo že take podlage, je potrebno ta material potem, pripeljati, kar ponavadi pomeni kar, velik finančni vložek. Če postavljamo mlake na travnikih, torej kjer imamo že neko, travno rušo razvito, lahko to travno rušo, na koncu razgrnemo na brežine, zato da se te čim prej zarastejo, in zelo pomembno, tudi preprečijo morebiten vdor invazivnih rastlinskih vrst, tako preko, voda, če jo delamo ob nekih tekočih vodah, kot preko, vnosa semen. Seveda moramo biti pazljivi tudi, da jih ne prenašamo s samo mehanizacijo. Kar je še pomembno pri mlakah, je, da absolutno ne vnašamo rib, oziroma če so ribe v mlaki, je ukrep za varstvo dvoživk tudi izlov teh rib. Zakaj? Ribe lahko, direktno plenijo, recimo paglavce, jajca in podobno, lahko pa v bistvu obžirajo vodno vegetacijo in s tem slabšajo kakovost vode oziroma razmere za nekatere vrste, ki so ključno vezane na prisotnost vodne vegetacije. Evtrofikacijo sem naslovila že prej, ampak, je treba vedno pomisliti že vnaprej, ali, nas čaka oziroma ali je verjetnost za evtrofikacijo pri vzpostavitvi neke mlake večja, torej če vzpostavljamo mlako na pašniku, kar bom tudi malo kasneje še malo več o tem govorila, je pomembno, da se vprašamo, kako obtežbo imamo, a obstaja možnost, da bi to mlako zagradili, ali ne. Če že imamo, mlako, je pomembno zavedanje, da mlake so dinamična okolja, ki bodo slej ko prej, zahtevale tudi, neki vložek za, ohranjanje, oziroma za obnovo, bodisi za povečanje površine, poglobitev, zatesnitev ali odstranitev mulja. Dostikrat se obnove dogajajo tudi na način, da se sploh ne posega v vodo, ampak samo se odstrani neko grmovnato razrast, predvsem ob kaki južni, vzhodni strani, da zagotovimo, osončenost. Ta izvedba obnovitvenih del, je nekoliko bolj zagatna in tudi časovno zelo omejena, zaradi tega, ker nočemo škodovati vrstam, ki so v mlaki že prisotne. Torej, kar se tiče dvoživk, je treba, vse te obnove izvajati v času, ko živali niso aktivne, torej v hladnem delu leta. Na območjih močvirske sklednice pa zagotovo ne pozimi, saj bi lahko te prezimovale na dnu, tako da recimo mesec oktober, je neki tak čas, ki ustreza, obem zahtevam, še vedno pa se lahko zgodi, da bojo v mlaki, kakšne odrasle živali, ki jih je treba pač seveda potem, pod strokovnim, nadzorom, varovati.
Tako pri vzpostavljanju kot pri obnovi je seveda treba na zavarovanih in varovanih območjih pridobiti ustrezna dovoljenja in pa slediti področnim zakonodajam. Na recimo desnem primeru imamo tudi na primeru večjih voda lahko primere prakse, ki se dogajajo žal na kar veliko koncih po Sloveniji, ki so v bistvu zelo škodljivi, se dogajajo v spomladanskem času, ko dvoživke ravno prihajajo iz prezimovališč na mrestišča, in lahko močno škodujejo lokalnim populacijam. Torej še zadnja posebna opozorila. Jasno definirati čas izvedbe del, kadar gre za neke že prisotne vode, in pa seveda proučiti možnosti vrstno-specifičnih ukrepov, torej vrsta, ki je na nekem območju ogrožena, ali lahko ukrep zasnujemo na način, ki bi najbolj ustrezal ekološkim potrebam te vrste. Kar se tiče finančnega vložka, torej investicije, je pomembno poudariti, da tako kot pri snovanju samega ukrepa, ko moramo v bistvu pogledati vsako lokacijo individualno, vsako vrsto individualno, je pri investiciji popolnoma enako. V bistvu neki finančni razpon je ogromen, odvisen je od tega, a delamo s folijo, a delamo z glino, kakšen je dostop, kaka je podlaga, koliko bomo mogli urejati samo okolico in pa seveda tudi na dolgi rok, kakšno bo potrebno vzdrževanje. Ampak z vsemi temi ukrepi, ki se že dogajajo tudi v kmetijski krajini v Sloveniji, mislim, da bomo mnogo od teh informacij pridobili. Upam, da tudi sistematično popisovali, da bojo ljudje, ki se bodo tega lotevali v prihodnjih letih, imeli delo vsaj nekoliko olajšano. Za en prikaz, kaj pomeni delati ciljnovrstni ukrep, sem si izbrala velikega pupka pa hribskega urha, ker se na teh dveh vrstah v Sloveniji trenutno največ dela. Seveda gre za aneks dve vrsti. Torej veliki pupek potrebuje večje vode z veliko vodne vegetacije, kamor samice zavijajo jajca. Vode ne smejo presahniti, v okolici porabi veliko travišč, grmišč. Ima tak značilen vzorec na trebuhu, da lahko vsak osebek prepoznamo. Podoben vzorec ima seveda tudi hribski urh, ampak njegove zahteve so nekoliko drugačne. Lahko mresti tudi v začasnih vodah, v zelo majhnih stoječih vodah. Dostikrat ga najdemo recimo v lužah, v kolesnicah. In za ukrepe za njega zadostujejo že izkopi mlak z manjšo površino. Še ena razpredelnica, ki jo pustim za nekaj trenutkov, ampak mislim, da so važne predvsem te prve vrstice, da vidimo, da je že v bistvu sama velikost zelo različna, potem ko se pa pogovarjamo o neki širši sliki varstva in neki mreži vodnih in kopenskih habitatov, pa bomo videli, da recimo pri hribskem urhu je zelo pomembno, da imamo sklop večjih manjših voda, ki nekatere služijo kot prehranjevališča, nekatere kot mrestišča, to so živali, ki dostikrat prehajajo med njimi, in tudi ni potrebe po eni res veliki vodi, ampak nekem sklopu različnih velikosti. Pri obeh pa je zelo pomembna prisotnost vodne vegetacije, pri velikem pupku predvsem torej bujne vodne vegetacije, listnate, s prožnimi listi, kamor samice lahko odlagajo jajca. Za pašnike sem se odločila, da jih naslovim čisto s konkretnimi rešitvami posebej, ker se dostikrat pojavi vprašanje, kaj pa na pašnih površinah, kaj pa z živino, ki obnavlja naše kale, da človeku ni treba. Seveda to vse drži, tako na pašnikih kot drugje lahko obnavljamo ali pa vzpostavljamo vode s folijo ali pa s plastjo gline. S folijo seveda pač je zagotovljena neka neprepustnost na malo daljši rok. Ograjevanje je priporočeno, zdaj odvisno tudi od izbire materiala, ker materiala na trgu je v bistvu že dokaj veliko, ampak seveda z vstopanjem živine se lahko veča možnost, da pride do predrtja folije. Medtem ko pač ureditev s plastjo gline, je pa lahko dostop živine v bistvu prej prednost, zaradi tega, ker ko se kal počasi izsušuje,
živina v bistvu s teptanjem prepreči, da bi voda odtekala čez razpoke, ker jih v bistvu s teptanjem zatesni. Na pašnikih imamo v bistvu največji problem z evtrofikacijo, ki je vezana seveda na obtežbo, na število mlak na površino oziroma na število živali, tudi na vrsto živali in pa na lego. Torej, če imamo v bistvu pašnik z večjim številom živali, na katerem imamo samo eno mlako, ki leži v kotanji, je to v bistvu najboljši recept za izredno evtrofno vodo, kjer bomo zagotovo imeli močan razrast alg, in absolutno ne bomo imeli prisotnih bolj občutljivih vrst dvoživk. Zdaj, kako se pač tej evtrofikaciji izogniti? Mislim, je različna, seveda pač je najbolj logičen odziv je ograjevanje celotne vode, lahko tudi ograjevanje še z nekim varovalnim pasom, da preprečimo spiranje. Ampak seveda se vode primarno na pašnih površinah vzpostavljajo zaradi zagotavljanja pitne vode za živino. Zdaj pristopov, kako zagotoviti to pitno vodo za živino v luči varstva dvoživk, pristopi so torej različni. Mlaka, ki ni evtrofna in ima razvito vodno vegetacijo, kaže na to, da tam absolutno obtežba živali ni prevelika, habitat je še vedno v dobrem stanju in seveda se ta mlaka z isto prakso lahko ohrani neograjena in živali imajo zagotovljeno pitno vodo. To so v bistvu dandanes še kar redki primeri, moram priznati. Druga stvar oziroma drug pristop, ki lahko uporabi oziroma v katerem mlaka predstavlja vir pitne vode, je ograjena mlaka in iz mlake izpeljana voda v korito, ki je namenjena pitju živali, medtem ko je mlaka ograjena in se v njej lahko razvija bujna vegetacija, ni evtrofna zaradi iztrebljanja direktno v vodo ali pa spiranja iztrebkov. Tretja opcija pa seveda zagotovitev lastnega vira voda, torej iz nekega izvira oziroma povirja druge mlake, kakorkoli, in je mlaka v bistvu namenjena prvenstveno mogoče tudi dvoživkam, nekemu lepemu krajinskemu kulturnemu elementu, pač seveda tudi drugim na vodo vezanim organizmom, ampak hkrati pa tudi vedno bolj pomeni nek izhod v sili. Poznamo tudi primere iz predlanskega leta, ko so bili pastirji prisiljeni pripeljati živino v dolino, ker je zmanjkalo nekih sicer stalnih virov vode, in prav te mlake lahko v bistvu mogoče predstavljajo neko prehodno obdobje napajanja v času neke ekstremne suše. Na koncu sem dala še nekaj slik, da si bomo znali malo bolj predstavljati, kako izvedba takega ukrepa sploh poteka. Na sliki je kolaž različnih stopenj izkopa mlake na zemljiščih Kmetijskega gospodarstva Škof, torej sadjarstvo Škof, nad enim intenzivnim nasadom jabolk. Mlako smo vzpostavljali z bentonitno folijo, torej izkopali koftanjo z zelo položnimi brežinami, položili folijo in jo zakopali z zemljino. Ob njej, kot vidite, smo vzpostavili tudi skladnjak. Kar je pomembno pri vsakem izkopu je, da se pomisli na kam bomo odložili zemljino. Torej, zemljino je nujno nekam spraviti in tega je kar veliko, tega se nabere kar veliko, torej prostornine. V tem primeru se je v bistvu uredila dostopna pot po desni strani, ki se je dvignila in je prej bila tudi naravna kontanja, tako da je bila v bistvu rešitev zelo enostavna in v bistvu tudi v redu za samega upravljalca. Drug primer je primer na že neprepustni podlagi na Kmetijskem gospodarstvu Gregorc, kjer vidimo, je podlaga absolutno ilovnata, glinena, ki smo jo
z dobrim strojnikom zatesnili že ob samem izkopu, voda je začela vdirati prav tako ob samem izkopu, je pa treba pri teh stvareh biti malo bolj pozoren zaradi pristopa k izkopu, da je treba najprej izkopati globlji del in šele potem brežine. Še en primer iz Čadrga, na levi strani stanje v letu 2022, v letu 2023 se je izvedel ukrep izkopa Mlake in takoj v naslednjem letu smo že imeli uspešno spremljanje tako odraslih živali kot mrestov. Torej, to gre za en ukrep, za katerega lahko trdimo, da je bil uspešen in upam, da bomo z podobnimi podatki lahko podkrepili prakse tudi drugje. Še na hitro glede plazilcev. Veliko sem že govorila o odnašanju materiala iz kmetijske krajine, ki je škodljivo prav zaradi zagotavljanja skrivališč plazilcem. Vedno več se poenotja krajina, tudi kompostnih kupov ni več tam, kjer so bili, kjer smo še marsikdaj lahko srečali kakšnega goža s svojimi jajci, ampak vendarle lahko mogoče tudi za skladnjaki, torej eno novo skovanko, ki smo jo si namislili v Centru za kartografijo favne in flore, približamo ljudem pomen tovrstnega materiala v krajini. Zakaj smo se odločili za skladnjak in ne skalnjak, ki je že obstoječ termin, je zato, ker skušamo poudariti pomen skladanja različnih materialov in hkrati tako vkopavanja kot odlaganja na površino. Torej, da naredimo neko strukturo, ki ne sestoji samo iz kamnov in strjene zemlje vmes, kjer zasadimo neke začimbnice, ampak namerno ustvarjamo vmesne prostorčke, kjer lahko živali tako hibernirajo kot odlagajo jajca. Pač pomembno pri teh strukturah, kot pri vseh ostalih, je, da so stalne. In razdirati jih v kateremkoli času v letu je lahko v bistvu zelo škodljivo. Prednostno jih postavljamo na južno lego, da zagotavljamo osončenost in pa seveda odtekanje vode. Še en mozaik fotografij, prav tako iz kmetijskih površin Sadjarska Škof. Torej smo izkopali jamo tam nekje 2x2 metra, vsaj pol metra globine, zasuli z raznoraznim materialom, lokalnim, in na vrh položili kamenje, ki ga je tam tudi kar nekaj v okolici. Čisto za na koncu še močvirska sklednica, kot sem že napovedala, obravnavana malo ločeno, spada med plazilce, vezana na vodo, redka pri nas. Pomembno je tako vzdrževanje in obnova vodnih teles kot ohranjanje ekstenzivnih kopenskih površin v okolici najdišč. V literaturi govorijo o kilometer do kilometer pa pol širokem varovalnem pasu z čim več ekstenzivnega travinja. Zelo jo lahko ogroža torej premena njiv v travnike. Pristopi k varstvu pa so lahko v primerih, kjer lahko detektiramo, kje so samice odlagale jajca, torej večinoma je to z nekimi radiotelemetričnimi raziskavami, je lahko pristop tudi aktivno varstvo, torej da se gnezda zavaruje z mrežami proti plenilcem, hkrati pa tudi v pogovoru s kmetom, da se tam zemlja ne obdela. Zagotovo pa samice odlagajo jajca na preorano, na rahlo zemljo, to jim omogoča tudi dobro lego, pa predvsem lažje kopanje. Tukaj še nekaj fotografij zaščitenih mest, vidimo tako na koruzni njivi kot njivi z žitom. Oddaljenost je lahko zelo različna od samih vodnih najdišč, zato je varstvo zastavljeno res na širšem območju. To je mogoče en malo bolj specifičen ukrep, sicer sem skušala podati te malo bolj splošne usmeritve, upam, da čim bolj plastično. Zdaj, kar se tiče ciljno vrstnih ukrepov, se jih upam, da dotaknemo ob kakšni drugi priložnosti, da sem pa danes vseeno skušala osvetliti neko generalno sliko
pristopa za varstvo dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini. Torej, zagotovo tudi na podlagi podatkov, na podlagi deležev, najdišč, tako obeh skupin na površinah, ki so v kmetijski rabi, lahko rečemo, da so te površine ključne za ohranjanje populacij, seveda z ustreznim pristopom in pa sodelovanjem različnih strok. S tem bi pa zaključila. Najlepša hvala.